Piše se 22. marec 2026. Po vsej Sloveniji se odprejo volišča. Vse izgleda povsem normalno kot vedno. Utečen demokratični ritual, nekakšen praznik demokracije. Ampak kaj, če je vse to zgolj predstava? Kaj, če so te volitve, ta izraz volje ljudstva, v resnici samo fasada, ki skriva dejstvo, da je pravni red pod njo popolnoma razpadel? No, to je tisto osrednje, precej vznemirujoče vprašanje, ki izhaja iz nove pravne realnosti, v katero se bomo zdaj poglobili. Ok, pa se potopimo v jedro te zgodbe. Celotna ta dilema, ta kriza, izvira iz enega samega zakona. Na videz povsem tehničnega, birokratskega, ki pa je tiho, a korenito spremenil pravila igre. No, da bi vse skupaj razumeli, moramo začeti čisto pri osnovah, pri temelju. In to je 154. člen naše ustave. Zelo preprosto določa, da mora biti čisto vsak predpis objavljen v državnem uradnem listu. In poudarek je tukaj na besedi državni. To namreč pomeni, da gre za institucijo, ki je neodvisna, samostojna, ne pa kar neka spletna stran pod kontrolo vlade. In to ni neka nepomembna tehnična podrobnost. To je pravzaprav sam temelj pravne varnosti za vse. In tukaj, veste, na sceno vstopi nekakšen trojanski konj. To je nov zakon o objavljanju v uradnem listu, ali krajše ZOL. Ta zakon, ki je začel veljati 1. marca 2026, je pojem državni uradni list v bistvu postavil na glavo. To ni več neodvisna institucija. Zdaj so to zgolj elektronske objave na portalu PISARS. In kdo ta portal upravlja? Vladna služba. Ključna sprememba je torej v nadzoru. Iz neodvisnega je prešel v roke izvršilne oblasti. In ravno ta sprememba, ki se morda sliši birokratsko, sproži popoln ustavni catch-22. To je nerešljiv paradoks, ki celoten pravni sistem zapre v logično zanko, iz katere, kot kaže, preprosto ni izhoda. Poglejmo si to zanko, to paradoksalno zanko, korak za korakom, res je fascinantno. Torej, prvič. Novi zakon, ZOL, jasno krši ustavo, kar neodvisni uradni list zamenja z vladnim portalom. To je očitno. Drugič, edini, ki lahko o tem odloča, je seveda ustavno sodišče. Tretjič, in zdaj pridemo do jedra problema, da bi odločba ustavnega sodišča sploh začela veljati, mora biti, kot veleva ustava, objavljena v državnem uradnem listu. In četrtič, ZOL je točno ta neodvisni uradni list ukinil, ga ni več. Torej, peti korak je logičen. Odločbe, s katero bi sodišče razveljavilo ta sporni zakon, se preprosto ne da veljavno objaviti. In končni rezultat? Popoln šahmat. Ustava postane samo še kos papirja, ZOL pa ostane nedotakljiv. Ta celoten pravni gordijski vozel je pravzaprav ujet v temle kratkem povzetku. Zakon o uradnem listu ZUL krši 154. člen ustave, a da bi ustavno sodišče lahko odločilo, mora svojo odločbo objaviti v državnem uradnem listu. Tega po ZUL ni več mogoče storiti. Krog je sklenjen in, kot kaže, nerešljiv. Posledica te logične zanke ni mek glasen ropotajoč državni udar. Ne. Posledica je nekaj veliko bolj zahrbtnega. Gre za tiho, strukturno suspenzijo same ustave. In poglejte tole primerjavo, ker res dobro prikaže, za kaj gre. Običajna eksplicitna suspenzija ustave zahteva ogromno politično moč, dvotretjinsko večino, razglasitev izrednih razmer. To je nekaj, kar vsi vidijo, kar je javno in politično zelo tvegano. Po drugi strani pa imamo to posredno suspenzijo, ki jo doseže ZOL. Ta je nevidna, je strukturna. Večina ljudi je sploh ne opazi. Ustave ne napada direktno, ampak jo odvzame pogoje za delovanje. Spremeni je v prazen oklep. In to nas pripelje do najglobljejše, najresnejše posledice. Do popolnega sesutja načela delitve oblasti. 3 veje oblasti se neopazno, potihoma zlijejo v eno samo, ki je pod popolnim nadzorom izvršilne veje. Kako pa ta prevzem deluje v praksi? Poglejmo. Zakonodajna veja, torej parlament, postane povsem odvisna. Zakaj? Ker zakoni, ki jih sprejme, veljajo samo, če jih izvršilna veja blagovoli objaviti na portalu PISARS. Kaj pa sodna veja? Postane izjemno ranljiva. Veljavnost sodb in zakonov, ki jih uporablja, je spet odvisna od objave, ki jo kontrolira izvršilna veja. In rezultat vsega tega? Izvršilna veja dobi tihi, a absolutni veto nad drugima 2 vejama. S tem pa je načelo delitve oblasti iz 3. člena ustave v bistvu uničeno. S tem pa se premaknemo do samega, recimo temu, filozofskega jedra te nove realnosti.
Do sistema, ki deluje na podlagi absolutnega niča. Avtor temu pravi ničelna točka prava. To pomeni vzpostavitev avtomatizirane, samonanašajoče se administrativne oblasti. Oblasti, ki za svoje delovanje ne potrebuje več nobene zunanje legitimnosti, ne od ljudi, ne od ustave. Preprosto deluje, ker pač deluje. Tale citat idejo povzame do kosti. To je oblast, ki ne potrebuje ničesa, razen naše tišine in vere v nič. Se pravi, gre za oblast, ki se hrani z našo pasivnostjo, z našim tihim pristankom, da ne bomo postavljali vprašanj. Sistem tako postane, in to je močna prispodoba, avtističen. Zaprt sam vase, brez stika z zunanjo realnostjo. Poglejte ta krog. Zakoni veljajo, ker so na portalu Pisars. Portal Pisars obstaja zaradi zakona Zojul. In zakon Zojul velja, ker je bil objavljen na portalu Pisars. Popolnoma zaprt krog, brez zunanjega merila, kot je nekoč bila ustava. In morda najpomembnejša posledica vsega skupaj je temeljna sprememba našega lastnega statusa. Nismo več državljani, se pravi vir suverene oblasti z ustavno zajamčenimi pravicami. Postali smo zgolj uporabniki, objekti administrativnega sistema, katerih status je odvisen od dostopa, ki ga nekdo drug nadzoruje. Iz subjektov prava smo postali objekti upravljanja. In s tem smo spet na začetku, pri 22. marcu 2026 in volitvah. Ampak zdaj vidimo, da to niso več volitve med različnimi strankami ali ideologijami. Ne, to je temeljna izbira med dvema popolnoma različnima realnostima, med dvema svetovoma. Bistvo izbire na ta dan torej ni v tem, ali bomo izbrali levo ali desno politično opcijo. Vse to je postalo dimna zavesa. Prava temeljna izbira je med svetom ustave in svetom tega novega samozadostnega administrativnega stroja. In ta primerjava res kristalno jasno pokaže, zakaj gre. Na eni strani imamo svet ustave, oblast izvira iz ljudi, pravna varnost je objektivna, posamezniki pa so enakopravni državljani s pravicami. Na drugi strani je svet, ki bi ga lahko poimenovali svet digitalnega apartheida. Moč izvira iz samega sistema, dostop do prava je privilegij pod nadzorom izvršilne veje, ljudje pa so degradirani v uporabnike z različnimi nivoji dostopa in pravic. In v tem je največja past, kot jo izpostavlja ta misel. Najhujša je, da bi izbirali, ne da bi vedeli, kaj izbiramo. Nevarnost ni v tem, da bi se napačno odločili. Največja nevarnost je v tem, da sodelujemo v demokratičnem ritualu, ne da bi se sploh zavedali, da so se pravila igre pod našimi nogami popolnoma spremenili. In to nas pripelje do končnega temeljnega vprašanja. Vprašanja, ki ga ta nova realnost postavlja pred vsakega izmed nas in ki nekako povzeme bistvo te tihe krize. Smo še vedno državljani, ali pa smo se, morda nevede, že strinjali, da postanemo zgolj uporabniki sistema.